Živijo, moje ime je Robert Lisec in na tem kanalu se pogovarjamo o tem, kako biti varn, fit in pripravljen. In danes vam bom pokazal, kako se naredi improvizirano orožje, zvezdo za metanje ali pa pač lesen šuriken, sicer je malo večji, ampak funkcionira pa tudi. Najprej odrežeš eno ravno palico v hosti. Ko imaš palico, odrežeš dva enako dolga dela, v mojem primeru bosta približno 45 cm dolga in to bomo zdaj kar naredili. Takole, naredim zarezo in potem lahko to zarezo z vsake strani obdelujem in ponovno naredim zarezo, ko zareza, torej globino zareze zmanjka, in sicer takole. Takole in grem okoli in okoli. Zato da lahko palico točno na tem koncu zlomim in da dobim prvi krak od tega lesenega šurikena. Evo, zdaj šel enkrat okoli, pa ponovim, oziroma ponovno zarežem noter, za tega, da poglobim zarezo, ki sem jo ponucal, in grem še enkrat. Tole. Takle, to zgleda. Mrzlo je kot pes. Takole, ponovim. Pade ves odvečni material. Evo, zdaj ko sem naredil tole zarezo, vidim, da je dovolj globoko, lahko bi zdaj to rezal do konca, ampak ker nimam časa, bomo to skrat lomili na tem koncu. Evo, zdaj imam prvi krak in oba kraka ušpičim tule na koncu. Na tem koncu in na tem, tukaj sem odrezal prej iz grmovja ta del palice, je že na pol narejena špica, jo sam dokončam. Špico bi lahko potem še utrdil pa posušil v ognju, ampak tudi tak je v redu. Evo ga, prva špica, če je solidno, ekola, pa še na drugi strani isto. Odlično. In zdaj naredim še eno tako in ko bom imel dve, se ponovno javim. Evo, zdaj imam obe palici in bi jih lahko teoretično že skupaj zvezal, ampak ker se meni to ne zdi precej stabilna stvar, torej se potem, ko mečem to zvezdo, lahko kola premikata, sem se odločil, da bom naredil noter zareze v širini palice in jih sestavil kot tisti križ, ki ga imamo ponavadi, v katerega postavimo jelko decembra. Takle plus se sestavi potem. Bom pokazal kako. Evo, označil sem širino te palice, ta druge, isto bom naredil na drugi palici in zdaj bom naredil tukaj zarezo not, globljo na vsaki strani in potem z vsake strani rezal koščke v stran, tako da tale del poglobim, ampak samo na eni strani. Torej, poglobim zarezo na eni in na drugi strani in potem zarežem noter z ene in z druge strani. Tako, najprej z ene, evo, takle sem zdaj zarezal in bom tele odvečne delčke odrezal. Takole, evo. Ja, moram paziti, da ne zarežem čez, ker drugače potem uničim celotno zadevo. In celotno zadevo poglobim nekje do sredine. Torej, tako to zdaj že izgleda, kar dobro. Evo, smo že tule, zareza se že vidi strani, vidite, tole. In z drugo palico bom naredil čisto isto. In važno je, da sproti poglabljam tole zarezo, da se mi palica po dolgem ne razkolje. Evo ga, takole. Fajn pa je tudi, ker je en tak malo mazohističen moment, da to probate narediti v raznih okoliščinah, tako kot jaz zdaj, recimo po zimi, pri -5, ni glih užitek to delati, ampak je pa tudi fajn znati ene stvari narediti, ko pogoji niso optimalni. Ekola, tako to zdaj izgleda, a vidite, približno do polovice. In isto ponovim pri drugi palici. Obe dve zarezi sem naredil in zdaj to samo sestavim.
in dam tale del na ta del. Ekola. In lepo paše skupaj, takole to izgleda. In zdaj bom tukaj navil sam špago okoli in prednost tega je, ko pa če bi sam zvezal, je, da se to ne more premakniti, ko pač preleti zadeva v tarčo, gre sila tja in če bi bilo to sam zvezano, obstaja tendenca, da se vse skupaj premakne in potem se zabavaš in moraš popravljati. Brez veze, rajš prvič dobro narediti in narediti zarezo, ker če tole zdaj zvežem, se tole, ta drug krak nikakor ne bo premaknil. Rabimo špago. Zvežem, takole, in zvežem, da gre špaga glih kontra čez. Takle lahko tudi navzkriž, v glavnem, vseeno kako, važno je, da na koncu drži. Da bom šel kar dvakrat čez. Takole. Ekola na ta način. In da bom to zdaj še malo pojačal. Grem pa še po sredini okoli in okoli. Takole. In nastane takle zadeva. Naredim navaden vozel. In to je to. In se nič kaj dosti ne premika. Letelo bo fajn, tole še odrežem in to je to. Tako to izgleda. Ni lep, je pa moj. Zdaj gremo pa tole zadevo sprobati. Naredil sem si improvizirano tarčo iz ene škatle. Pa da vidimo, če sploh kaj zadev. Malo sem pa naluknil tole tarčo, pa smo ta projekt končali. Gre za tak projekt, ki ga naredimo za gušt, da preizkusimo, če znamo sploh kaj narediti sami s svojimi rokami. Hkrati smo v naravi, uživamo in če so vam takšne ali podobne zadeve všeč, se naročite na moj kanal Moderni samuraj, kjer se ukvarjamo s tem, kako biti varm, fit in pripravljen v vseh mogočih okoliščinah. Ajde, čau!